Produkcija Medijske vile. Dnevni tednik. Prve in zadnje vesti. Z vami vsak dan v sredo ob pravi uri. Danes. V undergroundu Poka včeraj zaprli podzemno železnico. Neznanec ukradel slovensko ustavo. Ustavili novega neznanca, pri sebi ni imel potnega lista. Fik-fak kredit. In de. Lep pozdrav vsem, pa tudi na Dolenjsko, njene dolge noge. Z vami so ponovno Adolf Ibn Betlehem in Josefa Sepe. Dobro jutro, džezerjem. Mnogi večkrat povedo, da je ljubljansko podzemlje hudo prepleteno in vanj ni lahko priti, še manj pa se nanj zanesti. Državni organi pregona pa so na pravo sled prišli danes po objavi z ljubljanske občine. Res je, z mano v štric bi hodile. Z Mola so danes sporočili, da so za javnost zaprli prvo ljubljansko podzemno železnico. Kaj je pravi razlog, javnost še ugiba. Iz terena pa naš poročevalec Muka Dotičkovič. Politika. Lepo gled njen nasmeh. Pozdravljeni. Točno na mestu, kjer se nahajamo, so v torek dopoldne zasuli oziroma zaprli enega od dveh vhodov na postajo ljubljanske podzemne železnice zaradi domnevnih podzemnih eksplozij. Ob teh je bilo uničenih oziroma sabotiranih več prizemnih oddajnikov Simobil in T2, ki so podjetji prisilili v nekatere poslovne spremembe, kot je podražitev osnovnih paketov. Vendar, to so uradne različice. Neuradni viri trdijo, da gre za gverilske spopade v podzemnimi političnimi bloki linija Murgle, Trg Revolucije in Bežigrad, kamor se je vmešala še frakcija tovarne Rog, potem ko je ponovno čistila koncertno dvorano. Krokodilčke. Več o tem v naslednjem prispevku. Upamo, da se bo Rdeče morje v slovenskem političnem gospodarstvu kmalu umirilo, vsaj pri mednarodnih očeh. Z njim pa tudi ljubljanska kanalizacija. A nimaš ti rdečega avta? Kaj je Kliota? Kje si ga pa dobila? Šport. And is threatening to pervert an entire generation. Modna pista odslej javnost še ugiba, kdo je kriv, da iz življenj prebivalcev Republike Slovenije izginila slovenska ustava. Vsi prsti so bili uprti v zdaj že bivšega sekretarja na Ministrstvu za javno upravo Janka Burgerja, ki mu je bila neuradno dokazana kleptomanija. Ustave pri fizični preiskavi sicer niso našli, so pa na policijski upravi dejali, navajam, glede na to, da so bili taki premišljeno časovno tempirani dogodki v preteklosti označeni kot politični napad, pa tudi glede na to, da so takšna dejanja običajno povezana s psihološko motnjo, ki ni redka, zanje ni opravičila. Konec navedka. Tožilstvo je ovadbo proti njemu zavrglo z obrazložitvijo, da je bila vrednost tatvine manj kot 50 evrov in torej nesorazmerna stroški, ki bi jih prinesel morebitni kazenski pregon. Policisti na terenu uporabljajo tudi pse slednike. Morebitni ugrabitelji še niso poslali svojih zahtev, bo po mojih kolenih studio. Ja, nič, nikamor ne gre brez ustave. Kar pa ne spremeni dejstva, da gre ustava svojo pot, slovenska politika pa gre ponovno v svojo smer. Tega tudi sam bom čuval nasmeh. Nedavno so se tudi krokodilčki v Združenju sindikatov zavezali k striktnemu antikomunizmu, s čimer so ponovno dokazali svojo modernost. A nimaš tudi neke sindikalne knjižice ali nekaj? No, mi pa nadaljujemo s koncem oddaje, gostila sva vas zgoraj podpisana, sledijo v Beti in Lahko noč. A ti mene zabavaš, jaz sem pri kmetiko rasla. Ja, čakaj, mislim, kaj zdaj, ne moraš se zdaj nekaj navaditi. Mislim, imaš malo to rdečo knjižico, je nimaš, ne? Mislim, to je. Zdaj pa, Beti.
napovedali nov sončni mrk v očeh. Mrk napovedal temo. Tema napovedala Izrael. In Izrael bo spekel kolače. V Mehiki in Romuniji pa se bo nadaljevalo rajanje. Sponzor oddaje je Mladina, tista iz geta. Če pokličete na telefonsko številko 041 418 331, se lahko naročite na letne izdaje. 2 evra za gram, 1 izdaja na mesec in 1 veleizdaja na leto. Produkcija medijske vile. Dnevni tednik. Z vami vsak dan v sredo ob pravi uri.